Dejana Najneger, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro našemu današnjemu gostu iz Društva za boj proti raku Štajerske Maribor. Je z nami Borut Ambrožič. Borut, dobro jutro. Dobro jutro. Torej, november je Movember. In kot smo rekli, morali bi seveda o tem več razmišljati, se več o tem pogovarjati, ampak november pa brez nadaljnega. Ne? Res je, Movember je globalna ozaveščevalna akcija, torej ene mednarodne nevladne organizacije, ki pa smo jo povzeli, lahko rečem, pravzaprav skoraj vsi po svetu. In tako smo se tudi v Mariboru več nevladnikov, ki smo aktivni na področju preventive zdravja, odločili, da nekoliko bolj poudarimo to zgodbo in tudi k sreči v sodelovanju z Totim radijem pozovemo Mariborčani k akciji. Ja, absolutno. In sicer tudi ime ste dali tako, ne? Zganite se Mariborčani, Movember. Ne? Res je, malo smo se poigrali z to angleško besedo Movember, ker če jo razčlenimo, lahko ugotovimo MB noter in tudi move na začetku, torej zganimo se, v tem primeru moški del populacije, ker je treba povedati, da je mesec november, pravzaprav mesec ozaveščanja o moških rakih in o tem še vedno vemo premalo. Ja, absolutno. In so absolutno resna težava, kateri so recimo najbolj pogosti in o katerih bi morali razmišljati ali preventivno ravnati. Seveda, torej rak prostate in pa rak mod pri moških in to so za mnoge pravzaprav tudi občutljive teme, o katerih je potrebno govoriti, predvsem pa v tem smislu potrebno poznati simptome, na katere lahko pravočasno odreagiramo. Ja, in seveda vse te informacije so dostopne v številnih publikacijah. Veliko delate na temo osveščanja tudi v Društvu za boj proti raku Štajerske Maribor, ne? Res je, to lahko najdete tudi na naši spletni strani ali pa spletni strani Zveze slovenskih društev, pa seveda tudi številnih drugih nevladnih organizacij in pa tudi pravzaprav v javni mreži, torej zdravstva, kjer je ta mesec ta tema še toliko bolj izpostavljena. Ja, in pravijo, da je pač rak mod tudi najpogostejši rak pri mlajših moških. Res je, to je recimo ena taka statistika, ne vem, če rečemo žalostno, ampak dejansko statistika. Torej, rak mod je pri mlajših, rak prostate pri starejših, bomo rekli starejših, pod narekovajem 50+, ne? Smo tu nekje v tej generaciji. Kaj, Eger? Ti si druge pač šlataš, ne? Mislim, če si pameten, hočem povedati. Ja, v redu. Ker si mlajši. Ne, ampak zdaj, če damo to na stran, dejstvo je, da je pomembno, da se o tem pogovarjamo. Ste pa letos k sodelovanju privabili tudi Tino Krajnc, modno oblikovalko, ne? Ja, res je, z Tino sodelujemo že nekaj let in smo zelo veseli, da se je takoj odzvala torej našemu povabilu, da v okviru te akcije naredi pravzaprav posebne lesene metuljčke v obliki torej lesenih brkov, ki bodo nekako sestavni del torej naše skupne akcije. Odlično, in seveda se bomo akciji pridružili, oziroma smo se že tudi mi tukaj na Totem radiju. Dejstvo je, da se solidarnost oziroma osveščenost komunicira s tem, da si novembra pustimo brke. Enih imamo celo leto, ampak je pa poziv, da zdaj, če res imate možnost ali pa če želite izkazati solidarnost, da si pač pustimo brke, ne? In da to pokažemo. Imamo en plan, Borut, kaj, ne? Res je, to je pravzaprav ideja že torej desetletja stara in zasleduje pač osnovno načelo, ker smo moški. Nekoč je bila, bi rekel, navzven znak moškosti, torej tudi taki brki, spomnimo se samo Poiroja, pa še katere druge, bi rekel, znane osebnosti. Cankarja. Ja, dobro, ja. In tako je tudi nekako mišljeno, da si meseca novembra tisti, ki želijo sodelovati v tej zgodbi, pustijo brke. Nekateri so iz preteklih let naše izkušnje pustijo kar torej naprej, ker ugotovijo, kako je to, bi rekel, lep okras. In na ta način pač sodelujejo v tem ozaveščanju. In ob koncu meseca, v petek 29. novembra, bomo naredili eno gasilsko brkato fotko tukaj na glavnem trgu, lahko pred našim radijem, lahko pred kužnim znamenjem, kjerkoli, in takrat bomo vsi, ki smo si pustili brke in ki bomo imeli čas, prišli, se fotografirali in na tak način zaokrožili
zaokrožili november 2024. Morda za konec, Borut, če to vprašanje kaj opažate v Društvu za boj proti raku Štajerske Maribor, se osveščenost z leti stopnjuje, se ravnamo več preventivno ali je še vedno preveč tabujev glede te teme? Torej, naša opažanja so pozitivna, zaradi tega, ker imamo v Sloveniji, to je treba pohvaliti, zelo, zelo razvite tako imenovane državne presejalne programe, ki tudi, bi rekel, za žensko populacijo, vsi poznamo Dora, Zora, Svit in podobno, in moško nekako res uspešno funkcionirajo in so ljudje ugotovili, da je dejansko, kot sem tudi včasih v vlogi zastopnika pacientovih pravic vedno vsakemu povedal, najprej se moraš ti za svojo zdravje in pravico boriti, potem pa stopijo, bom rekel, v drugi plan tudi ostali mehanizmi. Strokovnjaki in zdravstveni sistem. Ne? Ja, Borut, najlepša hvala za obisk danes, za dobro delo, ki ga upravljate. Mi smo edini radio svojo, Toto Premium zobno ščetko, eno darilce. Super, ja, nekaj malega. In bomo sproti na zvezi in ne pozabiti 29. bomo naredili eno veliko brkato gasilsko fotko tukaj na glavnem trgu in ne pozabiti vse informacije o novembru in zakaj je pravzaprav pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo tudi na spletnih straneh Društva za boj proti raku Štajerske Maribor. Borut, hvala lepa za danes. Hvala za povabilo.